Brian Tracy mi je nekoč rekel eno zelo zanimivo stvar. Ko sem bil v San Diegu pri njemu na Focal Pointu, mi je rekel takole. Obstaja ena stvar, ko so raziskovali, kako delujejo zelo uspešni ljudje in to primerjali z neuspešnimi ljudmi, so ugotovili, da je ena od takih ključnih razlik stvar, ki se imenuje časovni horizont. Zakaj to je? Dajmo si narisati eno tako premico, časovno premico. Mislim, da smo danes smo pač tukaj. Danes. In zdaj, kaj se tukaj dogaja? Ugotovili so, ko so raziskovali razlike med uspešnimi in neuspešnimi ljudmi, so ugotovili, da tisti ljudje, ki so na dnu družbene lestvice, imajo dejansko zelo kratek časovni horizont. Skratka, če gremo na tiste najnižje sloje današnje družbe, to so kakšni pijančki ali pa drogeraši in podobno, potem oni imajo res izjemno kratek časovni horizont, ki je mogoče včasih samo nekaj minut ali pa nekaj ur ali pa nekaj dni. Potem, ko greš pač višje v družbene lestvice, kaj gotovimo? Srednji sloj ima časovni horizont, ki traja mogoče mesec, nekaj tednov, par mesecev. Više, ko greš, večji je ta časovni horizont. In tisti ljudje, ki so najbolj uspešni, svetovno znani športniki, svetovno znani igralci, podjetniki, politiki in tako naprej, tisti imajo izjemno dolg časovni horizont. Torej, kaj to pomeni? Časovni horizont je to, koliko časa vnaprej ti razmišljaš, koliko časa vnaprej ti vidiš. Skratka, vsi uspešni ljudje imajo časovni horizont nekje od 5 do 30 let. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko gledajo na svoje življenje, ne gledajo samo, kako bom plačal položnice za naslednjih par mesecev, ampak gledajo, kaj hočem jaz dolgoročno imeti od svojega življenja. Kaj hočem postati, kaj hočem biti, kaj hočem dejansko se ustvariti v tem času. In razmišljajo v obdobjih 5 do 30 let. Zakaj je takšno obdobje? Takšno obdobje omogoča to, da lahko dejansko sploh načrtuješ in da lahko sploh razvijaš svojo kariero. Naprimer, nek olimpijski šampion, vse jih imamo dosti tudi mi Slovenci, naprimer Luka Špik ali pa Tina Maze, oni definitivno ne razmišljajo o svoji karieri, kako bom pa jaz čez 2 meseca delala. Ne, razmišljajo v okviru recimo olimpijskih iger. Kaj hočem doseči na naslednjih olimpijskih igrah, čez 4 leta, ali pa čez 8 let, ali pa čez 12 let. Nekateri mladi športniki si postavijo cilje za 12-letno obdobje, naprimer, ali pa za 16-letno obdobje, ko bodo pač takrat na vrhuncu kariere. Tako da razmišljajo dolgoročno. Isto je pri podjetništvu. Pri podjetništvu, če ne razmišljaš dolgoročno, če se samo ukvarjaš z nekimi tekočimi operativnimi stvarmi, ne moreš uspeti. Tako da, časovni horizont je ena od najbolj pomembnih stvari v življenju in če hočete biti sami uspešni, če hočete dejansko biti eden izmed tistih par procentov najbolj uspešnih ljudi na tem svetu, potem je zelo pomembno, da razmišljate res na dolgi rok. Torej, daljši kot bo vaš časovni horizont, bolj boste imeli tudi jasen fokus, kaj delate danes, da boste do tega vašega cilja ali pa do te svoje vizije prišli. Brian Tracy je rekel takole, dolgoročni cilji vam izostrijo kratkoročno delovanje. Torej, bolj imaš jasne te dolgoročne cilje, kaj hočeš doseči, bolj boš točno vedel, kaj moraš vsak dan narediti, zato da boš do njih prišel. Torej, dolgoročni pogled ti izostri kratkoročni pogled. In to je eden od najbolj pomembnih konceptov v življenju. Zdaj pa takole, gremo malo na področje osebnih financ, gremo malo na naša osebna področja. Verjetno poznate Roberta Kiyosakija. Večkrat sem ga že omenil in na mojih predavanjih, seminarjih in tudi na kakšnem videojavljanju. Robert Kiyosaki v svojih knjigah veliko govori o eni zadevi, ki se reče kvadrant, torej kvadrant denarnega toka. In dosti govori tudi o tem, kako se dejansko ljudje
premikamo skozi različne faze v življenju. Seveda to ni njegova iznajdba, ampak preprosto on je to zapakiral v en tak luštken model. In zdaj kaj govori v tem modelu? Vsak človek, ko začne svojo kariero, običajno jo začne v kvadrantu, ki se imenuje I, torej E, in se imenuje employee, torej employee. To pomeni, da si na začetku svoje kariere si vedno zaposlen. Si dejansko pri nekomu drugemu delaš za denar. Svoj čas trguješ za denar. Tako narisali na ulico. Torej čas za denar. In ko ste v neki službi, in tukaj je večina ljudi, torej večina ljudi je v življenju v kvadrantu E ali employee. Ko ste v tem kvadrantu, so vaši osebni dohodki precej omejeni. Ne morete pričakovati, da boste obogateli, če ste v tem kvadrantu. V tem kvadrantu, dejansko večina ljudi je v tem kvadrantu. Zakaj? Zato, ker jim služba jim daje neko navidezno varnost. O tem bom še več malo kasneje govoril. Ampak to je čisto običajno. Tudi sam, ko sem začel mojo kariero, sem bil v kvadrantu E. Sem bil pač zaposlen pri nekih podjetjih, preden sem začel svojo podjetniško pot. To ni nič starta. Dosti ljudi tudi celo življenje preživi tukaj v tem kvadrantu. Mogoče celo večina ljudi. Večina ljudi preživi življenje v tem kvadrantu in trguje svoj čas za denar. Nič ni slabega v temu, to je čist v redu zadeva, samo se morate pa zavedati, da življenje v tem kvadrantu vam ne more dati nekih večjih finančnih nagrad. Nažalost. Zato dosti ljudi, ko se naveliča biti zaposleni, ali pa ko hočejo zvišati svoje osebne dohodke, ali pa preprosto ne marajo več svojega šefa, bi radi bili sam svoj šef, grejo v drugi kvadrant, ki se imenuje S kot self-employed. Torej, mogoče si boste tukaj zapisali, self-employed. Samo zaposleni. To pomeni, da ne ustanovite podjetja, ki bi imelo takoj 50 zaposlenih, ker nimate denarja, nimate sredstva za to, nimate kapitala, ampak ponovadi ustanovi nekdo podjetje, je samostojni svetovalec, nek podizvajalec in podobno. Ali pa se ustanovi neko svojo delavnico za neke tehnične stvari in podobno. Self-employed še vedno trguješ čas za denar. Torej še vedno tukaj seveda nagrade so lahko večje, ni nujno, ker tukaj morate znati prodajati svoje storitve, ker ni nujno, da bodo pač nagrade večje kot tukaj, ponovadi pa so, zato pač grejo ljudje v ta kvadrat. Je pa tukaj res, da še vedno prodajaš svoj čas za denar. In zadnjič sem poslušal en zanimiv intervju, ker nekdo je rekel, jaz sem šel v self-employed, torej sem dejansko pustil službo, da sem zdaj dejansko samostojni, imam svoje podjetje in je rekel, zato, da bi imel več časa. In potem sem si mislil, to je tako kot z otroci. Ne moreš načrtovati, da boš dejansko imel otroka, pa da boš potem imel več časa. Žal ne gre. In isto je pri svojem podjetju. To je, če ustanoviš svoje podjetje, ni da boš imel več časa zdaj, manj ga boš imel. Zato, ker svoje podjetje voditi je zahtevna stvar. In potrebuješ en kup stvari, računovodstvo, vse račune izdajati, en kup birokracije, en kup drugih stvari, prodajati moraš svoje storitve, izvajati jih moraš, si sam za vse. Skratka, tukaj si sam za vse, to je sicer super poteza, tudi sam sem jo enkrat naredil v življenju, torej ko sem se naveličal biti employee, sem tudi sam šel potem v self-employed kvadrant. Zdaj, zakaj sem jaz naredil ta prehod? In zakaj večina ljudi naredi? Jaz sem preprosto v eni knjigi videl en zanimiv izračun. In ta izračun je bil nekako takšen. Vprašali so me v knjigi, torej bralci so vprašali, koliko časa boš moral hoditi v službo in varčevati recimo 100, 200, 300 evrov na mesec, vsak mesec, da boš lahko si privoščil svojo sanjsko hišo. Mene kap. Jaz, ko sem si dal par številk na papir, me je dejansko kap, ker so bile te cifre dejansko nemogoče. In jaz bi dosegel mojo sanjsko hišo šele pred smrtjo. In zato sem potem rekel,
nekaj moram narediti, to ne bo delovalo. Če hočem neke svoje cilje v življenju dosegati, če hočem nekaj več si privoščiti, in to je bil definitivno moj cilj, nisem bil zadovoljen z nekim povprečjem, sem si rekel, moram nekaj narediti. In sem šel v kvadrant Self-Employed. In sem ustanovil svoje podjetje v študentski sobi, začel delati internet strani za podjetja, prodajati svoje storitve in tako naprej. In to so bili začetki mojega podjetništva. Skratka, Self-Employed, super, odlično, ampak še vedno trguješ svoj čas za denar. In tega časa ponovadi imaš v življenju še manj, zato ker tukaj to ni isto kot služba, od 9 do 4-5, ali pa od 8 do 4, ampak je to dejansko celodnevno. To je Self-Employed garaž. Garaž je res, da je denar dosti krat boljši, ni to nujno, ampak še vedno trguješ čas za denar. To je leva stran tega kvadranta. In zanimivo je, da na tej strani kvadranta je dejansko 95% ljudi se nahaja na tej strani kvadranta, ampak zanimivo pa je to, da na tej strani kvadranta se nahaja samo 5% denarja, bogatstva. Torej 5% denarja, pa 95% ljudi. In že če pogledate te dve številki, boste videli, torej 95% ljudi dobi samo 5% denarja, vidite, da nekaj ne štima. Ali pa mogoče si boste rekli, a je potem pametno biti na tej levi strani? Mogoče ne, mogoče pa je. Gremo pa si pogledati, kaj je na desni strani. Torej, če bi radi bili v desni strani kvadranta, kjer je 95% denarja in samo 5% ljudi, potem morate dejansko narediti nekaj stvari. In o teh stvareh bomo govorili v naslednjih tudi mesecih. Kaj je tukaj gor? Torej, iz Self-Employed lahko mi postanemo business owner. Torej, business owner si lahko tukaj zapišete. To je lastnik podjetja. Kje je razlika med Self-Employed pa business owner? Pri business owner si ti dejansko lastnik sistema. Si ti lastnik nekega podjetja, ki ima več zaposlenih in ki delujejo tudi, če tebe ravno ni vsak dan v podjetju. Gre preprosto za to, da si ustvaril neko podjetje, ki ima neke sisteme, neke procese, neke načine delovanja, da ti ni potrebno biti vsak dan 20 ur na dan v podjetju, da zadeva deluje. Torej, gre preprosto za to, da si sistematiziraš stvari in da imaš druge ljudi, ki delajo zate. Torej, ljudje delajo za denar. Torej, ti si torej v tem primeru lastnik sistema in drugi so employees, torej zaposleni, ki pa delajo zate. To je temelj kapitalizma. To je temelj kapitalizma in na ta način lahko dejansko vi si sprostite en kup časa, da lahko potem delate druge stvari v življenju. Nekateri jim je tako všeč tole vodenje svojega podjetja, da so po 15 ur na dan vodijo svoje podjetje, nekateri pa ljudje imajo pa še kakšne druge interese, tako da si potem lahko to skupaj nekako povežijo, zato ker so tukaj lastniki. In denar tukaj v tem primeru je ponovadi bistveno večji, kot je v tem levem delu kvadranta. Zato imate dosti ljudi, ki delajo za vas in ponovadi je tukaj, če imate majhen dobiček, je ta dobiček dosti krat bistveno večji, kot so vse te plače in honorari in tako naprej. Tukaj delajo ljudje za vas. Še ena oblika business ownerja je tudi, če si recimo zelo uspešen v nekem mrežnem marketingu, priporočilnem marketingu. Torej, business owner ni samo v smislu podjetja, ampak tudi obstaja recimo modeli, kot je priporočilni marketing, kjer če si zelo uspešen in ti tvoja mreža, ki si jo zgradil, če si dober v vodenju, če si dober v pridobivanju novih članov in tako naprej, torej ta mreža ti lahko potem prinaša neke pasivne, recimo v navednicah pasivne prihodke, s katerimi lahko potem operiraš. Ampak to pomeni, da moraš imeti že kar konkretno veliko mrežo ljudi v svoji organizaciji, da ti to dejansko deluje in da imaš lahko tukaj nek konkreten denar. Tako da, spet, to je business owner, je lahko tudi business owner v smislu mrežnega marketinga. In na koncu
pridemo pa še do zadnjega kvadranta in ta kvadrant je pa najbolj zanimiv, se imenuje pa investor. Torej, tukaj se boste zapisali investitor. Kaj počne investitor? Investitor preprosto denar, tisti evri, ustvarjajo nove evre. Gre preprosto za to, da svoj denar nalagaš v neke priložnosti, ki so lahko druga podjetja, delnice, kakšni drugi vrednostni papirji, obveznice in podobno. Torej, skratka, v neke druge priložnosti, recimo, ti si lahko tudi poslovni investitor v neke start-upe in podobne stvari. Torej, svoj denar vlagaš v neke priložnosti, ki ti potem prinašajo nek donos. In investitor je tista zadnja stopnja, najbolj zaželena stopnja, ki jo lahko pač dosežeš v življenju. Ko denar dela za denar. Torej, tvoj denar dela za to, da zaslužiš še več denarja. Ni več nobenega časa tukaj noter. Ok, čas potrebuješ to, da potem da se mrežiš z drugimi ljudmi, da spoznavaš druge investitorje, da iščeš priložnosti, da jih evaluiraš, te priložnosti, da vidiš, kaj je primerno, kaj ni primerno. Je to seveda tudi kakšna zadeva rizična, ampak pač tako je. Investitor se ukvarja tudi seveda z rizičnimi stvarmi in tudi včasih kakšno stvar skupi. Ampak suma sumarum lahko na ta način zaslužiš ogromno denarja. Zato se tukaj dogaja 95%, se tukaj obrača 95% denarja. Torej, business ownerji, torej lastniki podjetij in investitorji imajo v rokah 95% bogatstva tega sveta, jih je pa samo 5% ali pa še manj. In zato je smiselno v življenju biti na tej strani kvadranta. Pot ni enostavna, seveda smo tukaj pri employee, če si zdaj employee, pa bi rad nekaj več, moraš imeti najprej ta pogum, da boš stopil v self-employed, pa potem v lastnika podjetja. Torej, moraš imeti ta pogum. Potem tukaj moraš imeti znanje, da prodaš svoje storitve. Moraš imeti znanje, da se znaš pogajati s svojimi strankami. Moraš imeti znanje, da dejansko vse te majhne stvari, da moče si kmalu nabaviš kakšno tajnico ali pa osebno pomočnico, tudi če je samo za par ur na dan, da ti mogoče neke birokracije ona ali pa on, da ti nekako to naredi. V business ownerju, torej tukaj moraš obvladati sisteme, torej postaviti sisteme, ljudje morajo slediti nekim sistemom, ljudje morajo imeti neka jasna navodila, kaj, kako, moraš nadvoditi te ljudi in podobna znanja. Skratka, tukaj so čisto drugačna znanja kot tukaj. In o teh znanjih bomo govorili, ki so potrebna predvsem za tukaj business owner. Torej self-employed, ta znanja plus ta znanja bomo zdaj v naslednjih videojavljanjih, v naslednjih mesecih bomo precej govorili o njih. Danes recimo še tako pogledamo podjetništvo. A je danes težko postati podjetnik? Ne, vsakdo lahko postane. Je zelo enostavno, vsakdo si lahko ustanovi nek SP ali pa novinarni SP in je to zelo enostavna stvar. Tisto, kar je pomembno pri vsemu skupaj, je to, da znate potem izpeljati stvari na pravi način. Da znate pravilno se pozicionirati na trgu, da znate pravilno predstaviti svoje storitve in podobno. Tako da v naslednjih mesecih bomo govorili o teh znanjih. In zdaj, če danes pogledamo še eno drugo stvar, internet. Včasih, če si ti ustanovil podjetje, si bil zelo omejen na svoj trg. Danes imamo internet. Danes ni noben problem poslovati globalno. Danes ni problem prodajati svoje storitve in izdelke kamorkoli po svetu, ker imamo internet. In to je ena velika priložnost, ki jo imamo vsi in ki je v zgodovini nikoli še ni bilo. Nikoli v zgodovini nisi ti mogel vzeti nekega izdelka storitve in jo prodajati po celem svetu kar takole. Praktično brez nekih hudih vložkov. In to je ena izjemna stvar, izjemna priložnost za vse nas. Druga stvar, če hočeš iti v podjetništvo, torej, če si zdaj employee in če hočeš iti v podjetniški svet, moraš razumeti, da moraš spremeniti svoj način razmišljanja. Na trgu moraš, kaj je bistvo podjetništva? Dajmo se vprašati, kaj je bistvo podjetništva. Bistvo podjetništva je,
da vi zaznavate probleme na trgu in da jih rešite. Torej, da vam dam en primer. Google. Kako je nastal Google? Larry Page pa Sergey Brin, to sta ustanovitelja, sta pač študirala na fakulteti in kaj sta ugotavljala? Ugotavljala sta, da vsi spletni iskalniki takrat, da ti, ko vpišeš neko iskanje noter, laptop ali pa kaj takšnega, ali pa used car, da ti vrže ven same slabe rezultate. Da se praktično s tistimi rezultati, ki ti jih vržijo tisti takratni iskalniki ven, takrat so bili Yahoo, pa Alta Vista, pa Northern Lights, pa tako naprej, sta ugotovila, da dejansko ti rezultati so zelo slabi in da porabita ogromno časa, da najdeta ta pravo stvar na internetu. In skratka, videla sta, da imajo tudi drugi ljudje podobne težave, ker so ti iskalniki bili zelo slabi in so na slab način iskali te strani. In dosti tudi tega spema noter, torej nekih neprimernih strani, ker ne bi smeli biti tam vmes in tako naprej. In ona sta dejansko izhaja iz tega. Videla sta problem na trgu in sta potem rekla, ok, mi dva imamo neka znanja in tako naprej in sta raziskovala neke ideje, kako bi lahko ona dva naredila iskalnik, ki bo iskal tako, da ti bo vrgel ven res take izjemno dobre rezultate, ki ti bodo res pomagali. In iz tega je nastal Google. Okay? To je samo najdela sta problem na trgu, ki ga ima dosti ljudi in sta ga rešila. Ali pa naprimer, ne vem še en primer. Vrtnarsko podjetje je ugotovilo, da dosti ljudi ima težave, ker nočejo imeti glasnih strojev, ki delajo po njihovem vrtu. In kaj sta naredila? Naredila sta vrtnarsko podjetje, ki ima edinstveno prednost samo to, da delajo s tihimi stroji. Kosilnica deluje zelo tiho. Okay? In vsi drugi stroji, in oni imajo dejansko zdaj slogan, najbolj tiho uredimo vaš vrt. Zdaj, to ne pomeni, da bodo zdaj zauzelice v trg, ampak za tiste ljudi, ki imajo pa ta problem, da nočejo imeti hrupa, so pa oni idealna rešitev. Torej, našli so problem na trgu, zaznali so problem na trgu in so potem dali na trg rešitev za ta problem. In zato, ker so zelo specifični, se lahko postavijo tudi višjo ceno. Sam, ko sem začel podjetniško kariero, ko sem jaz prihajal iz employee v self-employed, kaj sem jaz videl na trgu, da je problem? Videl sem, da imamo v Sloveniji dosti podjetnikov, ki ima zelo slabe internet strani, ki so usmerjene čisto v njih, ne pa v njihove stranke. Skratka, videl sem, da je dosti podjetij, ki nima pojma o marketingu, ki nima pojma o tem, kako se predstaviti na internetu, da bo to res zanimivo za stranke, ne pa samo za njih. Ne pa samo, ja, mi smo to in to podjetje in delamo to in to. To je brez veze, ne? In kaj sem rekel? Rekel sem, ok, jaz imam neka znanja, marketinška, kako dejansko predstaviti podjetje na internetu, da bo res imelo nek rezultat od spletne strani in sem ustanovil podjetje, ki je delalo to storitev. In sem to, dejansko to zgodbo, sem potem jo predstavljal podjetnikom na sestanku in na ta način sem pridobil svoje prve stranke. Da sem jim pokazal, kako je zdaj njihova spletna stran usmerjena v njih in da jim nič ne koristi, in kako lahko jim jaz pomagam jo usmeriti v stranke in da jim bo nekaj koristilo, da bodo dobili prodajne kontakte, interesente s svoje spletne strani. Skratka, zato da ti greš v te vode, potrebuješ malo poguma, nekaj znanja, predvsem pa to, da razmišljaš podjetniško, da razmišljaš kot podjetniki in da na trgu zaznavaš probleme. Zdaj seveda ne boste našli problemov, ki jih ne znate odpravljati in tako naprej, ampak problem, ki ga vi poznate in ki ga potem tudi znate in vam dajo veselje odpravljati. To je, mislim, da je bistvo. Veselje ti mora biti delati tisto, kar delaš. To je ena od največjih, najbolj pomembnih stvari v podjetništvu, da delaš stvar z ljubeznijo. Torej, če povzamem današnje video javljanje. Danes smo spoznali prvič pomembnost časovnega horizonta. Torej, koliko naprej vidiš v svojem življenju in koliko naprej razmišljaš. In to smo povezali z tem kvadrantom, torej SBI, kvadrant, kjer moraš razmišljati dolgoročno, da razumeš te stvari. In samo, če razmišljaš dolgoročno, boš lahko potem se premikal po teh kvadrantih. Employee, ki ima zelo omejene zaslužke, navzgorne, z vašo pač plačo. Self-employed, ki ima možne višje zaslužke, ampak mora precej garati za to. Business owner,
in pa investor, kjer pa se dogaja največ denarja in največ zanimivih stvari.